Marka Čenčurja. On vam bo že on povedal, o čem vam bo vse povedal. Za njim sledi predavanje Danija Sušnika, potem gremo pa naprej s predavanjem Jadranke Juras in pa še Maje Hrovat, tako da bomo eno tako celoto, zaključili z eno tako celoto, da boste zvedeli še več, kar boste zvedeli v mailih in če bo še kakšno vprašanje še tako da ne boste mogli domov brez kupenega novega znanja. Torej, govorili bomo o znanstvenem pogledu na prehrano. Zakaj znanstveni? Zato, ker znanstveni pogled je tisti, ki lahko res objektivno sodi, kaj je nekaj dobro, kaj nekaj ni v redu, ker problem je, če se te stvari sodijo subjektivno, se pravi iz osebnih pogledov, pride do ne vem kakšnih raznih zaključkov lahko nekdo, ki so lahko pravilno tudi napačni. Tako da bomo pogledali izključno znanstveni pogled, česar moram poudariti v Sloveniji ni. Vsa slovenska stroka, ko govori o prehrani, ne govori tega iz znanstvenega vidika, ampak bolj iz osebnih predsodkov in osebnih subjektivnih mnenj. Tako da, pogledamo, kar začnemo. Najprej si moramo pogledati, ko govorimo o znanosti, kaj je to sploh znanost. Večina ljudi si napačno predstavlja, kaj je to znanost, zato si moramo to malo bolj pogledati. Najprej enostavno, da pogledamo, kaj je znanost, je, da kaj ni znanost. Znanost niso razni članki v popularnih časopisih, v popularnih medijih, znanost niso objave na Facebooku ali ne vem kje, na YouTubeu, to ni znanost. To so mnenja, osebna mnenja tistih, ki so te prispevke objavili, ne pa znanost. Ne. Tudi niso znanost razne izjave, ki sem že preomenjenih strokovnjakov, nekih avtoritet, nekih zdravnikov, to tudi slučajno ni znanost. To si marsikdo predstavlja, bere članki, ja, to je pa zdravnik rekel, torej je to znanstveno. Ne, to si dobro zapomnite, to ni znanost, to so osebna mnenja teh ljudi. Ne, in če se zdaj človek narobe predstavlja, kaj je znanost, pride do nečesa, čemu res rečem efekt paradižnika, ne, to vsi veste, ja, kako je bilo za paradižnik, ja, nekdo pravi, da je paradižnik zdrav, nekdo pravi, da je kancerogen, oziroma znanost nekaj časa to trdi, znanost nekaj časa drugo trdi, ja, vse ta znanost itak nima pojma, je bil ponovno, obstoj pa malo robota. In pride do tega, da nekako ljudje nehajo zaupati v znanost, ker itak si misli, vse ta znanost nima pojma, ne, se vsakič nekaj drugega govori. Ne. Problem je v tem, da za paradižnik čisto konkretno znanost ni nikoli trdila, da je kancerogen. Problem je, da so to trdili novinarji, so to razpihnili in so potem ljudje to brali in so mislili, da so te članki novinarjev pač znanstveni, pač niso bili znanosti, bila zmeri enotna. Tako da pride do teh nesporazumov, če ljudje ne vejo točno, kaj je znanost. Kaj je znanost? Znanost so izključno samo znanstveni članki, peer-reviewed, objavljeni članki v uglednih revijah, ne v nekih poljudnih, ampak izključno v uglednih revijah in te peer-reviewed članki so tako. Ko nekdo napiše članek, ga pošlje v kontrolo in tam ga so strokovnjaki pregledajo v drobovino, totalno. In ga čist preverijo, če je vse pravilno, vse izračune in šele ko ga potrdijo, da je vse v redu, da ni noter nekih napak, nekih subjektivnih, nedokazljivih mnenj, šele potem ga spustijo objavo. In šele to so te pravi članki in šele to je znanost, ne pa Facebook. Ne? In seveda, pri znanosti je tako, ena sama raziskava, tudi če je peer-reviewed, še nič ne pomeni. Ne? Jih mora biti cel kup raziskav, neodvisno narejenih na različne metode in če vse te raziskave nekako kažejo v isto smer, če vse raziskave isto stvar potrdijo na različne metode, potem lahko nekaj trdimo res, da je znanstveno potrjeno in temu rečemo potem konsens znanosti. To je to, da se znanost za neko stvar več ali manj strinja. To še ne pomeni, da so 100% vse raziskave kazale v to smer, ampak samo velika večina ali pa tiste, ki so bolj dobro zastavljene ali pa bolj na večjih vzorcih narejene. Ne? Skratka, še zmeri lahko najdemo kakšno raziskavo, ki iz tega izstopa, ampak to ne spremeni konsenza. Ena raziskava nikoli ne spremeni konsenza. Razen seveda v Facebook znanosti, tam se to dogaja redno. Seveda, kaj se šteje za dokaz? Treba povedati, kaj se ne šteje za dokaz. Absolutno se nikoli ne šteje za dokaz osebne izkušnje. To so že po definiciji subjektivne izkušnje in ne morejo biti služiti kot dokaz. Temu se reče anekdotičen dokaz in v znanosti ne velja praktično nič. Samo študije, ki so narejene na ogromnem številu vzorcev in so peer-reviewed, šele samo to je v bistvu se šteje kot dokaz. Ok, malo je dolgočasen, to vemo, ampak moramo to razčistiti. Ok, poglejmo zdaj najprej, če govorimo o znanosti, da smo nekako pogledali. Mimogrede, če bo kakšno vprašanje kar vmes, roko dvignite, pa bomo probali čim prej vmes to odgovoriti, da ne bomo pa se nazaj vračali. Če pogledamo zdaj znanost, ko govorimo o veganski prehrani, je treba pogledati, kakšno je stališče, kakšen je konsens. Zdaj vemo, da konsens je najvišje možno stališče znanosti. Kakšen je konsens znanosti o veganski prehrani? Tukaj imamo naštetih par
prehranskih organizacij. Ta prva se je zdaj med tem že ime spremenila, tako da to moram enkrat popraviti. Praktično te vse organizacije so se enotne in nekako po njihovo mnenje je takole približno. Se pravi, pravilno sestavljena, tako kot vsaka prehrana, vegetarijanska in veganska prehrana je primerna in zdrava za odrasle nosečnice, doječe matere, športnike, ostarele, dojenčke, otroke in mladostnike. Za vse. To je stališče znanosti, to je konsens. Ne vemo pa, da v bistvu v Sloveniji se marsikaj drugega sliši od tako imenovanih strokovnjakov. Tako da bomo si še zdaj malo pogledali bolj detaljno, pa bomo malo preverili te izjave, ki jih danes slišimo po medijih od raznih strokovnjakov. In bomo šli pogledati, a te izjave držijo ali ne. Prva stvar, ki jo ponovadi slišimo, je pri veganski prehrani, da je problem beljakovin. To smo vsi že slišali. Pod napisu spodaj vse pove. In potem, ko govorimo o beljakovinah, se ponovadi pokaže takle graf in se gleda primerjava beljakovin v različnih živilih, nekako te slovenski strokovnjaki nekako skoraj z ganjenim glasom povejo, da če tisto prvo stvar črtate ven iz prehrane, praktično ne morete dobiti beljakovin. Izredno težko, edin, če se sojo prenajedete vsak dan, pa še to, res. In to je recimo stališče slovenske stroke. Seveda, graf je super lep, krasen, čudovit, moram reči, ni lepšega, ne? Ja. Prva stvar, ki jo pri tem grafu lahko povemo, je, da ko se preverja, da ko se gleda tukajle krompir, pa tukajle čips. Prva stvar, ki pade v oči, je to, da nekako kaže, da je čips bistveno boljši vir beljakovin kot krompir. Pa vsi vemo, da je čips narejen iz krompirja. Se ne malo soli, damo malo olja in kar nekrat magično je tam 3-krat toliko beljakovin, kolikor jih je bilo krompirja. To nekako se nam zdi, da ne more držati. Druga stvar, ki je mogoče še bolj pomembna, je, da ko so delali znanstvene peer-reviewed raziskave, primerjave vnosa beljakovin pri veganih, vsejedih in ostalih možnih prehranah, pri enakem količini kalorij, ki so jih vsi zaužili, so praktično enako količino beljakovin zaužili. Seveda, zdaj malo čuden, kako je to mogoče, če tisto krasno, čudovito, dolgo, lepo črto umaknemo iz grafa, seveda s to revščino. Je res čuden, kako so te vegani dobili dosti beljakovin. Odgovor se skriva v prvi vrstici tam gor. Tukaj so beljakovine na enoto teže, na 100 gramov. To pomeni, da so normirane na težo. To bi bilo smiselno, če bi bila teža tista, ki bi bila predpisana, koliko moramo mi hrane pojesti. Se pravi, če bi bilo napisano, moški mora pojesti 3 kile, ženske pa 2 kile hrane na dan in to je to. 2 kile hrane poješ in imaš vsega zadosti. Vsi vemo, da ni tako. Vsi vemo, da se poje energija, recimo kilokalorije. To je tisto, kar je predpisano. Ženski mora to kilokalorij, moški mora to kilokalorij. In je treba pogledati, koliko kilokalorij, v koliko kilokalorijah je določene hranilne snovi, ne v koliko teže. Ker teža lahko varira, odvisno kaj človek je, lahko več kil poje, lahko manj kil poje, zato je nesmiselno normirati na težo, ampak na energijo. In ko to naredimo, dobimo takle graf. Tukaj, vidite, čisto zgor je napisan, to so pa beljakovine pač normirane na 100 kilokalorij, lobile na 500, lobile na 1000, ker gre za razmerja, je praktično enak. Važno je, da se normira na energijo. In to je čist osnovna matematična, kako bi rekel, osnovni matematičen kiks je, da ljudje primerjajo stvari, ki so normirane na vrednost, ki ni enaka. A ni krompir škrop? Ima tudi škrop, med drugim ima tudi škrop. Ima veliko stvari. Saj ni nobeno živilo, to je pa tudi ena stvar, mogoče, ko je dobro povedati. Prehranska znanost, sploh ta nazadnjaška, ki je v Sloveniji še precej popularna, dela tako redukcionistično. Se pravi, vsako živilo zreducira na eno stvar. Meso je enako beljakovina, krompir je enako škrop, nekaj tretjega je nekaj to. Ne, vsa živila so sestavljene z praktično neskončnega števila hranilnih snovi. Med drugim je krompir poln beljakovin. Njih je blazno veliko, ampak je relativno jih ima noter nekaj. In ima noter, in maščobe, in beljakovine, vsega ima dosti noter. Tako da, to je recimo ta, iz 20 let prejšnjega stoletja razmišljanja, ki je v Sloveniji še zelo popularen v strokovnih krogih, da so živila zreducirana na posamezne komponente. Kar ne drži. Živila so celote. Tako da je škrop, ampak so še druge stvari. Kaj pa razhudniki? Kako? Razhudniki. Kaj z njimi? Ja, sprašujem.
lahko videli. Ne, kakšno vprašanje? Ja, pravim, da tle piše krompir, Ja. ampak velja, da niso zdravi. To je verjetno na Facebooku pisali. Ne. Ne. Peer-reviewed znanstvene raziskave ne pokažejo popolnoma nobenih škodljivih vplivov preshodnika. To je znanstveno. To je znanstveno. Peer-reviewed znanstvene raziskave, to me veliko ljudi vprašal, to sem jaz preveril, niti ene znanstvene raziskave, ki bi pokazala kakršnokoli škodljivost preshodnika. To so Facebook znanosti, to je nekdo nekje napisal. Ne. Ne? Imate peer-reviewed raziskavo, ki to potrjuje? Ne, ampak to No, torej, stare okej, gremo naprej. 1000 let. Kaj? To so, Raziskave? Makrobiotika, ne morete reči, da je to... Glejte, makrobiotika temelji na stvareh, ki niso znanstvene. Makrobiotika temelji na tradiciji, na nekih izročilih, na nekih dogmah. Znanost reka, pustimo to, to je dogma. Ne, ljudje to verjamem, ampak tukaj na tem način. Čist preprosto. Če mi ne verjamete, Oni tako pravijo, pač- da je nočne rastline, zato jaz sprašujem, ker... marsikdo prav marsikaj. Zato sem prej zelo poskušal razložiti. Mogoče še enkrat se vrnu reči, pa razložil, kaj je Ne, znanost. si razumem, samo želela sem še... No, saj pravim, jaz sam povem, na kratko, znanost ne pokaže nobenih škodljivih efektov razhodnika. Ok, gremo naprej. Se pravi, vidimo, da je, če zdaj tole meso tukaj na tem grafu vidimo, da je relativno nepomemben vir beljakovin. In če ga črtamo, se bistveno ne bo spremenil vnos beljakovin. Dejansko to tudi raziskave pokažejo. Seveda, vidimo, da soja je sicer v redu vir beljakovin, ampak ni nek nepogrešljiv, čist navaden fižol je čist spremljiv. Vidimo tudi tamle presenetljivo špinačo pa solato zelo visok, marsikdo ne povezuje zelene zelenjave z beljakovinami. Tako spet ta redukcionistična logika nam pove, da tam noter so druge stvari, ne beljakovine, beljakovine so samo meso, pika. Kar ne drži. Sveda, problem je, ker je treba pojesti tistih 3000 ali pa 2000 kilokalorij dnevno, špinače bi težko to pojedli. Treba pač še kaj drugega jesti. Ampak nekako lahko trdimo, da sama osebnost beljakovin je kar visoka. Tukaj imamo zdaj črto naštimano, kje je približen pogoj, koliko je treba vnesti beljakovin v telo, zato da zadostimo potrebam telesa. In ta je izražen v procentu energije, ki je pač zaužijemo v obliki beljakovin. Beljakovine imajo določeno energijo in to je približno pri 10%. Vidimo tukaj, da praktično vsa rastlinska hrana, govorimo o polnovredni, nepredelani rastlinski hrani, ne v olju ali pa takih stvari, kjer pač praktično nič not ni. Vidimo, da praktično vse razen krompirja, pa seveda čipsa, ne zadostuje, zadostuje več kot zadost za potrebe organizma. Tako da mi nekako jemo vse te stvari in dobimo nekako neko povprečje ven tega. In če je povprečje vseh stvari, ki jih jemo praktično zelo čez to črto, vemo, da bo tudi skupno povprečje zelo čez črto. Tako da govoriti o beljakovinah kot nek problem, jaz se še enkrat povem, nesmiselno. Tako da je to razumljivo. Potem pride še do dodatnih, kako bi rekel, skoraj bi lahko rekel manipulacija, ampak ne za manipulacijo, je treba predpostaviti znanje pa namen tistega, ki to dela, jaz bi prej rekel za popolno neznanje oziroma diletantstvo teh, ki to počnejo. Tukaj le vidimo še enkrat isti graf, samo so druga živila, tukaj smo dali sojo, bučna semena, govedino, tokrat smo vzeli polno masno govedino, se pravi govedino z maksimalno količino maščob, ki jo lahko ima. Vidimo, da ima primerjavi s to govedino, tukaj, predvsej manj beljakovin, zaradi tega, ker ima toliko večji delež maščob in se te kalorije, v bistvu se večji del kalorije v bistvu obliki maščob, to je recimo nekje srednje do manj masna govedina, tale tukaj. In vidimo, da tukaj ima bistveno manj beljakovin, praktično ne moramo reči za meso, da je sploh beljakovinsko živilo, če govorimo o polnomasnem mesu, ki je maščobno živilo, ker je velika večina kalorij iz maščobe. Potem pa še tukaj pšenica. Pač polnovredna živila taka, kot so z vsemi hranilnimi snovmi. Seveda, vsi vemo v praksi, vsi ti vrli strokovnjaki nam razlagajo, da treba jesti izključno pusto meso. Pusto meso. Z drugega mesa ni samo pusto meso, mora biti pusto. To je del uravnoteženega jedilnika, je pusto meso. Vsi vemo, da nikoli ne bo rekel polnomasno, vedno bo pusto. Seveda, ko pogledamo pusto meso, je to kaj? To je meso, polnomasno meso, ki ima odstranjen
nezaželen del živila. Se pravi, odstranjujemo maščobe in smo vzeli samo tisti del živila, ki si ga želimo. Se pravi, beljakovinski del. Ampak to isto lahko naredimo tudi z rastlinami. Lahko sojo, lahko s tiskanjem izločimo olje in ostane tiskano stanje, izločimo maščobe, bučna semena isto. Pšenico lahko z spiranjem odstranimo škrob in oziroma glikove hidrate in nam ostane samo gluten. Vsi vemo, saj tam. To lahko isto naredimo tudi z rastlinskimi živili. In ko to naredimo, dobimo takle graf. Ko pšenici odstranimo glikove hidrate, dobimo sajtan oziroma gluten, ima tok beljakovin. Ko bučnicam pa soji s tiskanjem odstranimo olje, stane to in ima to tok beljakovin. Ko seveda govedini odstranimo maščobo, stane to. Seveda, to ima veliko več beljakovin, ker ima tok manj maščob. Ampak kaj je zdaj problem? Ker te vrli strokovnjaki primerjajo to z tem. Reče, glejte, koliko ima meso primerjave z rastlinsko hrano malo beljakovin. Seveda ima, treba je primerjati polnovredne ali pa obdelane, oziroma tiste, ki imajo odstranjene živila. Ker spet tukaj za preprosto, spravim, ne za manipulacijo, ampak za preprosto neznanje tistih, ki to primerjavo dela. Treba je primerjati jabolke pa jabolke, ne jabolke pa hruške. To je, upam, da je jasno. Kako zavajajoče je, če to nekdo počne. Okay? Se pravi, vidimo, da je pri beljakovinah bolj stvar neznanja matematike, pa neznanje, kaj sploh primerjamo. Problem, da gotovimo, da je vegansko problem beljakovine. To vidimo, da ne drži. Upam, da je jasno. Gremo naprej. Naslednja stvar, ki govorijo, seveda so esencialne aminokisline. Ne vem, kako se to o tem veste, ampak beljakovine so sestavljene iz aminokislin, približno 20 jih je. Od tega jih je 9 takih, ki jih telo ne more tvoriti in jih je treba zaužiti s hrano. Če teh aminokislin ne dobimo s hrano, telo ne more delati svojih lastnih beljakovin, ker mu manjka pač en kos sestavljen. In tem 9 rečemo esencialne aminokisline. Zdaj, beljakovine, ki jih moramo zaužiti, morajo biti sestavljene iz pač večjih aminokislin in morajo imeti zadost esencialnih aminokislin noter, da lahko mi funkcioniramo. In seveda velikrat verjetno ste slišali, da so živalske beljakovine popolne, da vsebujejo vse esencialne aminokisline, medtem ko so rastlinske pa nepopolne in jim manjka ena ali več esencialne aminokisline. Kdo to slišal že? Verjetno. No? In da je treba zato pri tem, če se prehranjujemo z ne mesom, ne z živalskimi beljakovinami, je treba poznati, kombinirati. Nekaj blazno znanje je potrebno, da človek nekako preživi na tej rastlinski prehrani. Zato si pa zdaj pogledamo vsebnost esencialnih aminokislin. Okay. Dolgočasna tabela, upam, da se vidi tam od zadnji kaj. Okay, malo je motna ta slika, ampak takole. To so esencialne aminokisline, ki so. Gor je par naključnih živil napisanih. Tukaj so zahteve za pač odraslega moškega, koliko bi mogel dnevno zaužiti teh esencialnih aminokislin. Tukaj so pa vrednosti, črna je koliko gramov, spodaj pa koliko procentov zahtevane vrednosti bi zaužili, če bi jedli izključno vse kalorije iz tega živila. Se pravi, če bi pojedli tistih 2500 ali koliko kilokalorij iz bučnic in bi jedli izključno enolično, samo eno samo živilo. Nič kombinirane, nič, samo eno živilo. Če bi jedli samo bučnice, bi dobili 6-krat toliko triptofana, 5-krat toliko izolucina, 6-krat toliko varina, blablabla in tako naprej. To te številke pomenijo. Zdaj, če bi v rastlinskih živilih manjkale esencialne aminokisline, bi mogli tukaj pa tam biti kakšne ničle. Ker pač bi manjkale določene esencialne aminokisline. Ampak, tako kot ste verjetno opazili, nikjer ni ničel. Ne samo, da ni ničel, ampak imamo absurdno visoke vrednosti. 3-krat, 4-krat, 5-krat, 6-krat prekoračene vrednosti, ki jih rabimo. Se pravi, več kot dozi so rezerv v praktično vseh živilih rastlinskega izvora. Torej, ni tukaj vprašanje, a se da dobiti vse esencialne aminokisline iz rastlinske hrane. Absolutno se jih da, tudi če se čisto nič ne kombinira. Če se je samo eno samo živilo, seveda, če se zaužije dosti energije, normalno, če nekdo strada, ne bo dobil zadost ničesar. Ampak, če se zaužije zadost kalorij, vidimo, da lahko dobimo čisto vse esencialne aminokisline brez kakršnih koli kompliciranih kombinacij. Ne vem, kaj bi mogli kombinirati. Fižol pa
riš, a jaz ne vem, kaj te strokovnjaki govorijo. Zdaj, bistveno bolj vprašanje je, ne to, kaj se ti esencialne aminokisline dobi, ampak odkot tem ta ideja. To je bistveno vprašanje. Ne? To, jaz vas vprašam, ker jaz ne vem. Ne vem, odkot jim ta ideja, da manjka. Edina stvar, ki lahko rečem je, da če boste kogarkoli, kadarkoli slišali govoriti o tem, da so rastlinske beljakovine nepopolne in da je manjkajo esencialne aminokisline, se spomnite na ta moment, na to tabelo in od tistega momenta, ko to slišite nekoga reči, vedite, da je ta človek diletant. Diletant. Da v prehrani nima pojma. V življenju še ni videl prehranske tabele. Kaj šele, da bi znal računati? Ne? Tako da takemu človeku ne verjamite več niti vejce, na sred stavka še manj pike na konc stavka. Nič. Ta človek je diletant. Ne? Pa ste verjetno že vsi to slišali, ampak poglejte si zdaj še enkrat in si to zapomnite. Ne poslušati diletantov za prehranskim svetom. A to se pravi, med živalskimi pa rastlinskimi beljakovini ni razlike? Mislim, razlike so, seveda, se vidite, da so številke malo drugačne, niso čisto iste, ampak v možnosti, da organizem prehranijo z vsemi esencialnimi kislinami, pa ni razlik. Mislim, okej, no, če bo nekdo jedel govedino, bo imel 6-krat toliko trevnina, če bo jedel pa bučnice, bo imel pa samo 3-krat toliko, ampak če je več kot 100%, čisto vse. To je poanta. Zdaj, različne vrednosti so pač, niso enake, ampak jih je po vseh zadost. To je poanta. Ni treba ne kombiniranje, ni treba ne neko posebno znanje, treba samo zadost kalorij pojesti in to je iz polnovredne hrane, ne pa iz, recimo, čipsa. Ok, gremo naprej, kako sem s časom kaj. Naslednja stvar, ki govorimo ponovadi pri... A je kakšno vprašanje še za beljakovine, ker zdaj smo nekaj s tem. Okay. Naslednja stvar, ki govorimo, je železo. Železo ponovadi se omenja kot problematično za vegane, da to je meso je izjemen vir železa in da je nenadomestljiv, ne vem kaj. Ok, za začetek, preden začnemo karkoli govoriti, raziskave, spet te iste peer-reviewed raziskave, ki so izključno edino merodajne, ne, pokažejo, da je pojavnost slabokrvnosti zaradi pomanjkanja železa praktično identična, ne glede na to, a nekdo je meso, ne glede a je rdeča, kakršnokoli, ali pa da ga ne je. Meso v jedilniku ne vpliva na pojavnost slabokrvnosti zaradi pomanjkanja železa. To raziskave pokaže kot črno na belo. Ampak seveda, spet imamo tukaj strokovnjake, ki govorijo marsikaj. Vidimo, da zdaj seveda gledamo same tabele, ki so normirane na energijo, tako kot matematično mora biti. V mesu pore malo železa. Količinsko ga je skoraj zanemarljivo malo. Je pa razlika v tem, da je to železo drugačnega tipa, ta železo se drugače absorbira po drugi poti kot rastlinsko železo in tukaj vir problema. Če imamo za detalje, ne preveč. Ok. Skratka, lahko samo na hitro povem, da ne glede na to, da se drugače absorbira, navidezno lahko ta železo se boljše absorbira, ampak na dolgi rok ta absorpcija ne pomeni nič, kot pokaže raziskave, se ta absorpcija izenači, ker se rastlinsko železo lahko več ali manj absorbira glede na potrebe, tako da ta mehanizem poskrbi, da nam železa ne bo zmanjkalo, tudi če se izključi železo iz mesa. Je pa treba omeniti, da je v bistvu Svetovni fond za raziskavo raka pred nekaj časom omenil pri svojem stališču, da meso povzroča raka, da je glih to železo v mesu en izmed razlogov za to. Cink, podobna zgodba, vidimo, da ga je v rastlinski hrani več kot zadost, ta črta nekako pove, kakšne so zahteve, vidimo, da lahko ali ga dobimo več ali manj, glede na to, če jemo meso, odvisno kaj jemo, ampak vsekakor večina rastlinskih živil ima več kot zadost cinka. Ok, selen je še bolj čudni, jaz ne vem, zakaj selen omenjajo, sploh te strokovnjaki kot problematičen, ampak dostkrat se omenja. Ne, ni jasno, zakaj vidimo, da že navaden bel kruh ga ima več kot zadost. Ne govorimo o kakšnem polnozrnatem kruhu, špagetah in čemerkoli. Tukaj, ko smo glih pri tem, pa kako vem, da se dostkrat omenja tudi ta gluten, pa te stvari, ne. Tle okrog tega se blazno spet neke teorije pletejo, spet, ok, ne bom tako, ampak recimo temu Facebook znanosti, ne. Ko so testirali
občutljivost je zdaj na novo diagnosticirane, samodiagnosticirane občutljivosti na gluten so ugotovili, da tega ni. Da to gre za nocebo efekt večinoma. Nocebo je obratno kot placebo. Če nekdo verjame, da mu nekaj škoduje, mu bo to res škodovalo. Ljudje potem verjamejo, da jim kruh škoduje, pa se kar nekaj se bo počutil. Glih obratno, kot če pojejo sladkorno tabletko in verjame, da bo boljši in se bolj boljš počutil. Tako da znanost je odkrila, oziroma potrdila, oziroma ovrgla, da je razen seveda tistih alergij na pšenico oziroma na gluten, pa celiakije, teh dveh bolezni, ki so relativno zelo redki, stala masa ljudi nima nobenih problemov z glutenom. Tako da te razne fobije o glutenu, to je sprožil pač mesni lobby, ker je nekako se čuti ogroženega, da mu recimo vsaj tam konkretno odžira trg in so pač začeli z nečem. Ljudje seveda so pa to pograbili. Ok, to samo mimogrede. Zdaj pa problem v prehrani nekaj, kar je še večji problem. In se bomo mogoče dotaknili raznih teh stvari, ki sem jih že premenil. Dogma oziroma ideologija prehrani je zelo, zelo nevarna. In ena izmed najbolj pogostih dogm oziroma ideologij v prehrani je neka naravnost. Neka neoprijemljiva naravnost. Tle se seveda takoj zatakne, kaj bi bila za človeka naravna prehrana. Kaj je to? Kdo to definira? Kje to definira? To si čisto vsak po svoje definira. In kaj je naravno? Sploh. Kjere stvari so naravne? Kaj to naravno sploh je? In zakaj? Zakaj bi bilo naravno boljše? Odkot to? Tudi ni nobenih razlogov. Zdaj prva stvar pri tem, kako bi se definiralo naravno. Kako bi se to definiralo naravno? En bo rekel, ja, to, kar živali delajo v naravi. Ampak zdaj, kjer je živali? Ali levi, ali tigri, ali opice, ali kdo? Kjer je živali? Vsak si bo zbral tiste, ki mu bolj paša, en bo hotel meso jesti, ali ga tigra. In tako naprej. Tako da to je spet stvar subjektivne odločitve, ki sem že prej povedal, to ne more biti ocena prehrane, samo znanost je lahko. In bolj to, kar človek že počne od nekdaj, od kdaj? Od milijon let nazaj, 100 000 let nazaj, 50 000 nazaj. Kjera zdaj? Kakšna prehrana? Spet si lahko vsak svoj termin izbere, tistemu paše. En bo rekel, ja, gledate treba milijon let nazaj. En bo rekel, ne, samo 50 000 nazaj. En bo rekel, ne, samo 100 let nazaj. To, kar delajo divja plemena, kjera divja plemena, kdaj, v kakšnih razmerah je določena divja plemena, ko je ta hrana na razpolago, lahko cela leta to je, neka druga plemena cela leta, drugo stvari jejo, ko je nekaj drugega na razpolago, ko pride pomanjkanje, jedo nekaj tretjega, spet odvisno, kje živijo, spet si lahko zberemo, kar si hočemo. V bistvu, praktično lahko rečemo tudi, ok, naravno tisto, kar človek lahko brez tehnologije dela. Ma kaj za tehnologija? A je ogenj tehnologija? A sta dva kamna tehnologija? A je špičast kamen, špičasta palca tehnologija? Ni spet lahko, ne, en reče ja je, en reče ne ni. In se spet zaplete, karkoli bo nekdo rekel, da je naravno, lahko jaz rečem, da ni, da je nekaj drugega naravno. Karkoli bomo se zdaj spomnili, kjerokoli stvar se zdaj, kdorkoli zdaj vzmisli, lahko dokažemo, da je naravno. Karkoli. Ja. Kaj pa eskimija, se lahko vegansko prehranjujejo? Lahko, seveda. Seveda. Solato. Komod, same more kupiti. Če je problem? Kupijo, ja, zakaj se ne more? Ne. Seveda se lahko je kupijo, danes ima supermarkete, danes lahko kupijo krčotem. Ja. Ne vem, ne razumem vprašanje. Ja, ne razumem. Tam je sneg, tam je led, tam ne moreš ja, tudi tle sneg pade. Ne raste sadja, ne raste urno, mislim. Ne razumem poante vprašanje, tudi recimo, kaj bi to pomenilo za nas. Ja, ali lahko on vegan? Lahko, samo mora kupiti vegansko hrano. Ja. Zdaj govorite o stvarih, to je naravno, to nazaj ni bilo štacun, on se ni mogel prehranjati. Rekli ste eskim, niste rekli včasih. Ja, no. Rekli ste eskim. A pa čisto sod imajo štacune, čisto gorna, seveda. Če imajo motorne se nimajo tudi možnost, da so štacune prijatno. Ja, sam pravim, včasih ni mogel biti, ker ni bilo hrane. Seveda. Zdaj pa je lahko. Nekdo, ki nima dostopa, ali pa nekdo, ki ne more, recimo neka plemena, nekaj včasih, ker ni bilo možnosti, seveda, niso mogli biti. Absolutno ne, če ste to mislili. Ne, tudi danes ne more vsak biti, seveda da ne. Sam eskimi vem, da so lahko, ker imajo precej teh trgovin že, tam se je že to precej razvili. Mogoče vem, kaj ste mislili, no. Če nima dostopa do hrane, seveda ne more biti. Niso taki pogoji.
Ja, če ni pogoja, absolutno. Samo to je totalno irelevantno za nas, da tukaj govorimo, ker mi nismo eskimi in imamo dostop. Tako da ne razumem poante. No, mislim, oni so tudi zdravi, pa lahko živijo, čeprav niso vegani. Ne, oni so zelo, zelo šibkega zdravja. Poprečna doba življenjska je precej nižja, vsaj tisti, no, včasih, ki so bili arterioskleroze, so me že pri 20-ih več kot dost, ko so mumije odkrili, so ugotovili, da so imeli katastrofalne kosti in tako naprej. Zdravi so, mislim, relativno, preživeti so, samo preživeti je nekaj drugega kot optimalno zdravje. To je razlika. Pa tudi, če bi to bilo, tudi, če bi to držali, ko se danes nas testira, ko se nas testira in se ugotovi, če to jemo ali ne jemo, čisto vse, kaj so oni jedli. Pri nas se ugotovi znanstveno, 10,000 ljudi to je, 10,000 ljudi to je in se vidi, kaj boš. Zdaj, če bi te eskimi imeli kakršenkoli vpliv na to, ne bi rekli, ok, zdaj smo ugotovili, teh 10,000 je to, teh 10,000 je to, in smo ugotovili, da so te bolj zdravi, ker ne, ampak ker so eskimi to delali, tega ne upoštevajo. Tako ne gre. Eskimi so totalno irelevantni zato, ker mi danes testiramo na naši populaciji. Te je to, kjer so bolj zdravi, te. Tle eskimi v to formulo ne pridejo sploh, tako da niso relevantni. Ne eskimi, ne kjerakoli druga plemena, ki so bila. Nobenega vpliva nima. Jaz nisem vegetarijanska, ampak vprašala sem, da imate primerjavo teh beljakovin in vsega tega samo z govejim mesom. Ok, škoda, niste prej omenjali tega. Gremo nazaj. Sem dal pač goveje meso zaradi tega, ker je pač tabela premehna, ampak ostalo meso je približno isto. Recimo, železa je govedi deleč največ. Cinka isto, recimo, zbral sem govedino kot najboljši primer, ki ga lahko meso pač nudi. Best case, recimo temu. Tudi tle isto, beljakovine, vse te so v bistvu, če bi kjerkoli drug meso dal, bi bilo zelo podobne vrednosti, no ne bi bilo dosti razlike. Zdaj, premehne tabele so, da bi vse vrste mesa dal, kot tudi vseh rastlinskih hran nisem dal. Tako da se zdaj vrnemo na eskime. Skratka, ko mi testiramo za peer review znanosti, sprav, to se testira na nas. Mi. In se pogleda, kaj te jejo, in tukaj to primerjavo po nobenem raztegovanju domišljije ne pridejo not eskimi. Upam, da je to jasno. Čisto, totalno, absolutno, čisto vse, če bi rekli, ok, zdaj smo ugotovili, da je meso kancerogeno, recimo, tukaj pač to stališče Svetovne zdravstvene organizacije, ampak, ker ga jejo eskimi, in pol nekaj naredimo. Tega ni. Ko se to ugotovi, je to dejstvo. Ne glede na eskime, ne glede na kjerokoli pleme, kjerkoli, kadarkoli žive. Zato je to totalno irelevantno. Zato sem vas vprašal, zakaj vas to zanima. Ker je totalno za prehrano nepomembno. Ker oni ravno tako lahko živijo, brez tega. Ampak, še enkrat bom rekel, kakšen ima to vpliv na nas? Zakaj potem ne bi mi vegani pristali? Ok, bom še enkrat bom počas govoril. Ko se vzame 100,000 ljudi, 100,000 drugih ljudi, in te jejo vegansko, te jejo različne količine mesa in ugotovijo, da so te, ki se jejo vegansko, za določenimi boleznimi bistveno manj zboleva, kot te, ki so jeli meso živila živalskega izvora, in to še ne to, ampak je ta krivulja obolevanosti relativno linearno povezana s tem, koliko mesa so pojedli, kje je tukaj, s kim jih pridejo noter? Na koncu. Ne, kako vplivajo na to ugotovitev, na to krivuljo, ki jo dobimo nič, pa gor. Krivulja med mesom, pa med, recimo, kaj s tem, boleznimi srca in ožilja. Je taka krivulja, nič, pa tako gor. Kje tukaj, s kim jih pridejo noter? Se v bistvu tukaj gre za to, da na okolje pač gledaš, kaj se dogaja, ne zdaj sam. Ok, ne, gre za to, da probam razložiti, da kaj eskimi je, pa kako so zdravi, nobeni ti ne ve, koliko so zdravi, ampak tiste raziskave, ki so jih pač delali, niso bili zavidljivega zdravja, ampak tudi če bi bili milijonkrat bolj zdravi, tudi če bi živeli 10,000 let vsak eskimi. Mi ne. Totalno irelevantno, kaj eskimi delajo. Tako, kaj vsem, kaj levi delajo. Levi tudi bolj živijo,
če je meso pokačene, ne? Ne morejo drugače, ampak je to irelevantno. Vidimo na tem lepem primeru Eskimo, je totalno irelevantno. In to velja za živali, to velja za plemena, to velja za vsako idejo, ki si je človek zmisel. Smo jih že slišali s to. Kaj vse ne bi vplivalo na prehrano? Ne. Probamo to jesti, ugotovimo povezavo in to je to. Ne vpliva to nič drugo na to. Seveda, zdaj smo ugotovili, da je problemček, kako se definira naravno, lahko bi si nekdo drug neko drugo pleme zbral, pa bi rekel, lej, te so tudi zdravi, ok, pa so te, pa moji so bolj zdravi kot tvoji, ne, pa ne, ja, pa ja. In tako naprej. In glavno za vsako stvar, karkoli si zdaj spomne, nekdo največjo banalnost, da je treba jesti plastiko, tetrapake, ne vem kaj, se bomo spomnili, da je to lahko naravno. Po neki logiki, po nekih osebnih vrednostih, karkoli se bomo spomnili, bo naravno. Ne. In seveda, zato je ta pojem ideološki, ker je subjektiven, ker si ga čisto vsak sam zmisel. Jaz sem pa zato, da sem pokalev, jaz sem vse jed, jaz sem ne vem kaj. In temu tudi znanost se tega zaveda in zato znanost to lepo označi kot appeal to nature oziroma naturalistic fallacy, to je napaka apela na naravnost. In to je v znanosti pojem. Nikoli se ne sklicuje, da je nekaj dobro samo zato, ker je naravno, ker je to neumnost. In tu se zdaj upam, da uspel vsaj malo razložiti, zakaj je to znanost že pred desetletji ugotovila, da se je čista neumnost ukvarjati z definicijami naravnosti. Ne pa zakaj bi bilo pa naravno dobro? Okay, če bi se nekako zmenili, zdaj se pa vsi strinjamo, da je to naravno. Zakaj bi bilo pa to kar avtomatsko dobro? To je spet neka, kako bi rekel, floskula, bi rekel temu, da je vse naravno dobro. Ne? Zakaj? Paraziti so zelo naravni. S kim imajo kup parazitov. Med drugim. Živali imajo vse parazite, praktično si. Plemena preko cele zgodovine so imeli kup parazitov. Zmeri. Jaz še menga nisem slišal, ti si slišal za trkuljo? Dobre, to zadeva. Ja, jaz sem prav upal, pa so že prilepke neke, ki so ful dobri, ki ti črpajo ven neki črevesa, dobri paraziti. Ja. Ne! Znebili smo se jih in dobro smo se jih znebili, čeprav so ultra naravni. Tako da enače zdaj naravno, ja pa veš, da je ta trkulja čist naravna, a veš, da so imeli vsi, ne vem, Eskimi, no, ne vem, če so imeli jih trkulja, pa te krave imajo, pa to vse imajo trkulja, veš, koliko je to naravno? Daj še ti probi. Ne, naravno ni enako zdravo. Upam, da je to jasno. In to spet, tukaj je problem tudi razumevanje evolucije. Reče, ja, ljudje so se prilagodili na tako prehrano zaradi evolucije in je optimalna. Evolucija ne deluje tako. Evolucija ne deluje tako, da se optimizira. Evolucija deluje tako, da proba organizem spraviti do tiste starosti, kjer se bo lahko reproduciral. Samo to zanima evolucijo. Kaj pa pol je pa čisto vse. Tako da evolucija nikoli ne more delati optimalno. Ampak samo poskuša v tistem razmerih, ki jih ima, poskuša stlačiti čim več ven. Sprav, lahko bi jedli, lahko marsikaj, preživeli bojo se reproducirali, če se ne bojo, pač bojo preživeli tisti, ki se bojo lahko s to hrano reproducirali in to je to. Če ne pomeni, da je optimalna ta prehrana. To je spet eno nerazumevanje evolucije. Pa so razne primerjalne anatomije. Ja, pa človek ima tako prebavni sistem, pa to razmerje med družinami, pa ne kakšne stvari. Čista bedarija. Pogledamo recimo šimpanse pa bonobote, verjetno jih poznate. So praktično identični, vse parametre, zobi, vse enako. Bonobo je praktično 100% vegan, šimpans pa je meso, se pravi vse jed. Pa sta ista in ne moramo iz njihovega, če bi zdaj dobili njihova črevesja, ne vem kaj analizirati, ne bi mogli reči, ok, ta je pa tole dvoje lahko. Ne moramo enolično sklepati. Iz anatomije, kaj človek lahko je, oziroma kaj kdorkoli lahko je. Še večji problem, mogoče kmečka logika, preprosta logika, bi jaz rekel, da ne bi tako, recimo, arogantno živel, ampak preprosta logika je vir teh napačnih razmišljanj. Bom spet rekel, Eskimi jejo to, Eskimi so zdravi, mi bomo jedli to, mi bomo zdravi. To je tista enozločna logika. Ne drži. Iz te logike pride marsikajšno praznoverje. Zdaj tukaj imam par primerov. Če nekdo stop na hrib,
ne, sploh če je okoli puščava, vid, vse ravno, vse ploščat. Torej, svet je ploščat, ne? Logika. Ne? Zato, da mi vemo, da ni ploščat, je treba ogromen znanja, ogromen raziskav, da ugotovimo, kakšen je res planet. To ni tako razvidno, da pogledaš ko sebe in ti je jasno, kakšen je svet. Gledamo, vidimo, takole stojimo, vsak dan pride ena žareča kugla, tako gre čez, pa pride druga kugla, reče, aha, to sta dve stvari, ki krožita okrog Zemlje. Logično, da te dve stvari krožita okrog nas, ne da se mi vrtimo. Se bi čudili, če bi se vrteli. Spet logika in je spet treba ogromen raziskav, da ugotovimo, da se v bistvu Zemlja vrti, ne pa Sonce okrog Zemlje. Ne? In treba ogromen znanje, ogromen raziskav, da se te stvari spodbije. In zato vidimo, kako preprosta logika, pa te ponujene preproste sklepe, treba veliko znanja, da se jih spodbije. Seveda, ta preprosta logika, če ni znanja na razpolago, če neki stvari popolnoma nič ne vemo, ja, je prva aproksimacija, kaj bilo, ok, ne. Ampak če je v nekem področju ogromen znanja, tako kot recimo v astronomiji, ali pa pri prehrani, je taka logika, ni besed povedati, kako škodljiva, pa kako se jo je treba izogibati. Ker tako kot pri astronomiji, vemo o prehrani ogromno. In to ne tako, da smo takole gledali, ampak da smo testirali 100.000 milijone ljudi in gledali, kaj jejo, kako to vpliva na zdravje, na kakšen način vpliva in vse te stvari. Ok, malo se nam že mudi, v glavnem. Se pravi, edini način, kako lahko mi proti tej, recimo, preprosti logiki delujemo in dobimo pravilne odgovore, ker preprosta logika smo videli pri astronomiji, kakšne neumne odgovore nam ponuja. Pri teh lahko ugotovimo pravilne odgovore edino s testiranjem na ogromnih količinih vzorcev in to znanstveno metodo. To, ko sem že 5krat omenil. Ok. Bla, to mogoče niti njuno, vse sem že več ali manj vse povedal. No? Zdaj pa, a imamo še 5 minut? Ma? Bomo 5 minut podali. A niso pol vprašanja bila za mano? 15 minut. Ok, zdaj bomo pa pokazali, kaj ideologija lahko pomeni. B12, to moram še povedati, pa podobno nekaj. Tukaj vidimo gor, mikroorganizme malo se slabo vidijo, ker proizvajajo B12. Ne? B12 poznamo vsi, to je vitamin, ki je pač pomemben za človeka. Ne? In ta vitamin, edini vir teh beljakovin so bakterije. Vitamina so bakterije. Ne? Druge se ga ne da dobiti. Ne da se ga kemično sestaviti, ne da se ga kakorkoli druge dobiti. Samo bakterije ga delajo, edino bakterije. In zdaj imamo eno idejo. Ne? Bakterije pač naredijo ta B12, žival poje te bakterije in dobi v svoj telo hkrati tudi B12. Potem se ta B12 v telesu te živali skombinira z živalskimi beljakovinami in ga dobimo tako nekako tako kombinacijo beljakovina B12 v mesu. Potem nekdo poje ta meso in potem dobi noter v želodec to kombinacijo beljakovine in vitamina B12, ki pa za človeško telo ni uporabno. In mora najprej odstraniti to beljakovino stran z nekim presnovnim korakom, zato da lahko spet dobi ta originalni B12, ki ga je tam dobil in ga lahko uporabi. Ne. Zdaj gledamo tole verigo, takole, ne, in se lahko recimo eno porodi ena ideja, zakaj ne bi ta vitamin kar direktno pojedli? Zakaj bi šli tle čez vso to proceduro, ker v tej obliki ni primeren. Če pa se zaužije direktno, pa tega problema ni. Se pravi, ne samo to, da je to veliko bolj enostaven, ampak je še celo bolj koristno za zdravje. Seveda. Če bi človek razmišljal logično, bi rekel, ni nobenega razloga, zakaj ne bi tega naredil. Pač poješ B12 direktno, namesto da greš čez vso to proceduro. Ne? Pustimo še zraven, kaj je povezano s to proceduro, stvari, ki niso potrebne, recimo v žanju polja, ničen živali in tako naprej. No? Podobna zgodba je tudi z dolgovrižnimi omega-3 maščobami. Vidimo, jih delajo alge, potem so edini vir teh omega-3 maščobnih kislin, pojejo hribe, hkrati pojejo še malo težkih kovin in tako naprej, gre po celi verigi dol. Na koncu dobimo sicer te omega-3 maščobne kisline, ampak zraven še cel kup nesnage, ki ni bilo treba. Teoretično se spet eno porodi ideja, zakaj ne bi z alg direktno teh esencialnih omega-3 maščobne kisline dobili in jih pojedli direktno, brez vse te kolobocije tam zraven. To so dosti logične stvari, ampak zakaj tega ne naredimo? Ker je to nenaravno. Prej v naravnosti. Komplicirano celo. Težko je to. To je dodatek, to se ne šteje.
To ne sme tako biti. To ni naravno. Ne? In vidimo zdaj, ta ideologija, o kateri smo prej govorili, kako idealno logično rešitev, ne samo, da je boljša, ampak predvsem za starejše, tiste, ki jejo meso, bistveno bolj primerna, za celotno populacijo bistveno primerna, ampak nam ideologija to preprečuje. In kaj se zgodi? Nekdo, ki to ideologijo širi in ali potrjuje in ali upošteva, ne? Če je vegan, ne bo želel jesti B12, rekel, ne, to ni dobro, to je nekaj, kar ni dobro. Če pa je meso, rekel, ne, to ni, to je napačna stvar, mi jemo tako. In ogromna količina starejših ima probleme z možgansko-degenerativnimi boleznimi, ala demenca, Parkinsonova in tako naprej, zaradi pomanjkanja B12. Ne zaradi tega, ker ga ne zaužijajo dosti nominalno, ampak ker ga zaužijajo v napačni obliki. In tako škoduje pa vse jedim. Ta ista ideologija. Vidimo, kako je ideologija, je smrtonosna. Smrtonosna. In se je treba izogibati na vsakem koraku. Ok, to pa zdaj mislim, da je to. Zaključek. Ja, no? Znanost je kristalno jasna. Kaj je optimalno? Optimalna je prehrana, ki bazira na rastlinski hrani. Dovolj kalorij moramo zaužiti, ne smemo stradati. Vključuje žita, stročnice, sadje in zelenjavo. Se pravi, nobenih neumnosti o glutenu in soji in kakšne bedarije se še vse po Facebooku širijo. In seveda dovolj B12, ki ga predelujejo bakterije. To je to. Evo, hvala.